Magični paketek na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Ste pripravljeni na novo pravljico? Se pravi, ste večerjo že pojedli, zobke umili in pod toplo dekico noge skrili. Zdaj pa je čas, da vam preberem zgodbico o požrešni princeski Mili. Požrešnica Mala da v usta prav vse, kar ji pride pod roke. Naj bo sladko ali slano, Mila to poje za šalo. A ko Mila prava princeska postane, ne nažira se več hrane, raje se zadrži in se skromnosti uči. Ko Mila pride v dedkov sadovnjak, se z marelicami baše kot divjak. Dedek nič kaj navdušen ni nad to naslado, saj zmanjkalo bo sadja za babičino marmelado. A včasih je Mila prava princeska. Pri obiranju dedku pomaga in marelice skrbno v zabojček zlaga. Sem ter tja se posladka in zadovoljno pomlaska. Pred slaščičarno Mila obnaša se nepreudarno. Zagledala je sladoled, ki jo privlači kot magnet. Mama njenim muham ne bo nasedla, saj se je punca ravno prej najedla. A včasih je Mila prava princeska. Ker dobro ve, kako jo sladko mika, se dobrotam, če se le-ta izmika. Poglejte Milo, ki bombone skrila, kar med spodnje je perilo. Tako se z njimi bo sladkala vsakič, preden bo zaspala. A včasih je Mila prava princeska. Ko enkrat zobke si umije, sladkarije si preprosto iz glave izbije. Saj vendar ve, da med spanjem sladkor uničiti zobe. Mila je mamo tako prepričevala, da se ta nazadnje prošnjam je vdala. 3 kepice pa so le bile preveč, saj pol je sladoleda vrgla preč. A včasih je Mila prava princeska. 1 kepica ji tokrat bo zadostovala, se vanjo bo pač malo manj zagnala. Kdor prihrani rad hiti, ves užitek zamudi. Po noči, ko vsi drugi mirno spijo, požrešni Mili sline se cedijo. Silno lakoto v kuhinji teši, si s torto usta skoraj zamaši. A včasih je Mila prava princeska. Tudi če ve, da v hladilniku je slastna pita, ostane v posteli pokrita, požrešne misli pa preprosto odmisli. Ko je Mila končno dočakala zajčka, se besno je zagnala v čokoladna jajčka. Čakaj, čakaj, snedla je še tista odvala. Ojoj, takrat nastane po domače štala. A včasih je Mila prava princeska. Privošči si jajček ali 2, no ja, pa recimo 3 morda, ostale zaupa raje mami, ker ta jih za kasneje shrani. Na tržnici branjevka postreže, vsak dan dobrote z vrta sveže. Jabolka, grozdje, sir, težko je reči ne. Njam, poskusila bom kar vse. A včasih je Mila prava princeska. Če je pojedla že košček salame, potem kruha s pašteto ne vzame. Hvala, dovolj bo za zdaj, saj pridem še kdaj. Mila je sosedovemu oslu obljubila, da se z malico zanj bo že čez hip vrnila. Med potjo pa v trenutku krize jabolko do pečkov grize. A včasih je Mila prava princeska. Sivčku najlepši sadež podari, ga boža in mu prijazno govori. Ko je Mila pojedla češenj polno košaro, se njenemu trebuščku ni dobro pisalo. Ker se je od bolečin kar v klobčič zvila, starši poklicali za bolnico, na pomoč dežurno so zdravnico. Ta izkušnja je bila za Milo proti požrešnosti zdravilo. Od tedaj je res princeska prava, spoznala je, kako pomembna je pri jedi mera zdrava. To je to, malčki moji, zdaj pa hitro oči zaprite, svojo igračo v objem skrite, jutri pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Ste že umili zobke? Ste že v pižami? Tudi v posteli ste že?
Krasno! Teta Diana vam bom novo pravljico prebrala in upam, da ne bom skupaj z vami zaspala. S Timom in Zmajem se bomo danes naokrog podili. Ja, tudi tokrat so mi mali junaki na pomoč priskočili. Tim in Zmaj. Za 13 planotami, z 7 rekami in za 3 morji je stalo mogočno mestno obzidje. V mestu je živel tudi fant z imenom Tim. Bil je razposajen, igriv, iskriv, nagajiv in občasno poreden, tako kot vsi ostali dečki in deklice tega sveta. A bil je tudi sila prijazen in dobrega srca, zvedavih oči, bistrega uma in nadvse iznajdljiv. Na osrednjem trgu je vse vršalo. Od mesarjev, pekov, trgovcev, gospodinj, kmetovalcev, otrok, lončarjev, kovačev in ostalih obrtnikov. Nekateri so le pasli zjala, drugi pa so vneto trgovali in mešetarili med seboj. Medtem, ko je bil Tim zatopljen v igro in je v vedru na namišljenem ognjišču kuhal juho z vsemi mogočimi rastlinami, ki jih je bilo moč nabrati, se je na severnem stražnem stolpu zaslišal zvonec za preplah. Zmaj! Je zakričal stražar. Ljudje so zbežali v hiše in hiteli zaklepati vrata. Kukali so skozi reže, špranje in line, da bi videli strašnega zmaja, zaradi katerega se je poskrilo malodane vse mesto. Zunaj je ostala le maloštevilna mestna garda in nekaj najpogumnejših mož, oboroženih s helebardami, sekirami in vilami, loki in puščicami, odeti v oklepe in ščitnike, ki so rožljali tako glasno, da so preglasili njihove od strahu šklepetajoče zobe. Zmaj, ki ni bil večji od vrtne lope, se je s svojimi drobnimi krilci, tolstim teleščkom in odprtim gobčkom povzpel na obzidje ter bruhal drobne plamenčke ognja. Z njim je osmodil nekaj spodnjega perila, ki se je sušilo na dvorišču ene od hiš. Ožgal je tudi nekaj hortenzij, pelargonij in vrtnic. Hrabri možje so se podali v napad, zmerjali zmaja, mu ukazovali, naj se pobere, ta pa jih je le gledal s svojimi žalostnimi očesci in zbegan pihal skozi svoji veliki nosnici. Tim je stekel na plano in pograbil kanglico, v kateri so plavali regratovi in kamilični cvetovi, vezalke, nekaj žajblja in listov bazilike. Brž se je povzpel po stopnicah. Počakajte, ne storite mu žalega, je vpil. Stražar je kričal za njim, naj se pri priči ustavi, a se mali nadobudnež zanj sploh ni zmenil. Počasi je stopical proti zmaju, ženske pa so ob tem prizoru skoraj omedlele. Požrl ga bo, ustavite ga! Zmaj je smrkal in nejeverno gledal fantiča, ki se mu je približeval, ta pa ga je potrepljal po smrčku in mu šepnil. Žejen si, kaj ne da? Zmaj je prijazno prikimal. Posrebal je vso vodo in pohrustal vse rastline iz vedra. Dvignil je glavo, pogledal kvišku, v zraku opazil papirnatega zmaja ter prhnil proti njemu. Ej, je vzkliknil Tim, saj je bil zmaj njegov in se je zbal, da mu ga bo zažgal in bo ostala le vrvica. A zgodilo se ni prav nič. Iz zmajevega gobca ni prišlo niti malo ognja, niti enega samcatega plamenčka ni bilo. Izkazalo se je namreč, da zmaji bruhajo ogenj le, kadar jih peče zgaga. Godlja, ki jo je Tim zamešal med igro, pa je to nadležno stanje odpravila. Zmaj se je z odprtim gobcem obrnil k svojemu rešitelju in mu glavo prislonil na ramo, da se je Tim pod njeno težo kar sesedel na rit. Fantič se je hihital na ves glas, zmajček pa je godel in predel kot majhen muc, v presenečenje vsem ljudem na mestnem trgu. Tim in zmaj zgaga sta bila od takrat nerazdružljiva, pa tudi ostalih zmajev niso več preganjali, temveč so jim v korita z vodo po fantovem receptu usuli kamilico, regrat in liste žajblja. Vezalk pa ne, saj so se zmajem zatikale med zobe in so bili zaradi njih nergavi in sitni. Še dobro, da niso več bruhali ognja. Kaj ne? Mali junaki, zdaj pa hitro spat. Oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Luna se je že prikradla na nebo, tudi zvezdice že svetijo. Le še pravljica nas čaka, potem pa hitro spat. Tole je rožle, mali samorog, podoben vsem ostalim.
ali pa tudi ne. Veste, Rožle je včasih zadovoljen, včasih ni zadovoljen. Rožle je včasih žalosten, včasih je jezen, včasih pa je Rožleta strah. Vse to so čustva. Ja, tudi Rožle občuti vsa čustva, prav tako kot ti. Rožle ima nekaj čarobnega. To sta njegova griva in rep. Ko se počuti dobro, sta mavričnih barv. Vsako čustvo, ki ga prevzame, ima moč, da spremeni njuno barvo. Tule je Rožle zadovoljen, tule ljubosumen, na tejle sliki je jezen. Tukajle pa ima Rožle slabo vest. Rožle je včasih tudi sramežljiv, včasih prestrašen, včasih se Rožle kuja. Sem pa tja je Rožle tudi žalosten. Kako se danes počuti Rožle? Zelo slabo. Rožle se ne počuti dobro. V njegovem srčku je vse temno in pojasnil nam bo, zakaj. Čez dan je živahen samorogec, vesel in nadvse razigran. Rad se igra na prostem in dolge ure opazuje drevesa, vonja cvetlice in teka za metulji. Ko se zvečeri, vse postane temačno. Rožle je zaskrbljen, večerov ne mara, saj ve, da bo moral kmalu v posteljo. Nikoli mu ne zmanjka zamisli, kako odložiti odhod v posteljo. Pri večerji grizlja vsak grah posebej. Ko bo spravil vse s krožnika, pride na vrsto pravljica za lahko noč. Pripravi zajeten kup knjig, morda bo pa mamica danes prebrala prav vse. Pozna tudi odlična skrivališča. Nič ne pomaga. Pozno je že in v posteljo je treba. Strah ga je, ker bo moral zaspati v temi. Najhuje je, ko mora v temni sobi zatisniti še oči. Mamica in očka mu zagotovita, da boste ves čas v sosednjem prostoru. Kljub vsemu je Rožleta zelo strah, ko ostane sam v posteli. Drgeta, kot bi ga tresla mrzlica. Kaj, ko bi si naredil oklep za pogum, da bo lahko odpihnil strah z nadzorovanim dihanjem? Tudi ti si, ko začutiš, da se te polašča strah, lahko narediš oklep in se zavaruješ pred strahom. Rožle zapre oči, vdihne skozi nos in zadrži dih. Roke ovija okoli glave in si zamisli lep oklep, ki ga varuje. Še vedno zadržuje dih, z rokami pa naredi krožni gib do nog in si tako v mislih nadene oklep za pogum. Zdaj ga varuje oklep in ko močno izdihne zrak skozi usta, odpihne strah daleč proč. Rožle ponovi vdih in izdih še 3-krat in okrog sebe ustvari kot sonce svetleč oklep za pogum. Varuje ga svetleči oklep, strah je pregnan in zdaj začne umirjeno dihati. Ne boji se več teme, mirno lahko zaspi in se potopi v sladke sanje. Naslednje jutro se prebudi spočit, saj je sanjal o čudovitih stvarih. Spet je dobre volje in njegova griva in rep sta mavričnih barv. Je tudi tvoj oklep za pogum pregnal strah in se počutiš sproščeno in svobodno. Na obrazu ti spet zaigra nasmeh. Tako, strah je pregnan. Sprašujem se, kdo še ni zaspan? Hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, jutri pa se spet k meni vrnite. Objem, polubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Kdo za miren spanec poskrbi? Diana z novimi pravljicami. Aha, danes bomo skupaj zgradili hišo. Tim se igra s kockami. Iz njih gradi hišo. Kmalu se bo zares preselil v novo hišo. To je tako vznemirljivo. Nova soseska, nova hiša, velika soba. Poglej, to je Timova nova hiša. Seveda še ni gotova, potrebnega je še veliko dela. Zidovi so že postavljeni, vendar je treba vgraditi še okna in vrata. In strehe še nima, tudi v notranjosti bo treba še precej postoriti. Na srečo tega Timovim staršem ne bo treba početi samim.
Vsa živa bitja na svetu iščejo prostor, v katerem bi živela. Ptiči si pletajo gnezda, zajci si delajo luknje, krti kopljajo podzemne rove. Vsak si želi najti kraj, kjer bo suho, toplo in varno. Kraj, kjer se bo počutil domače. Ljudje si gradimo vse boljše hiše. Nekoč so za gradnjo uporabljali veje, listje in stvari, ki so jih našli v okolici. Zdaj imamo kamen, kovine in stroje. Nekateri ljudje ne počnejo nič drugega, kot gradijo hiše. Hiše ne moreš postaviti kar tako. Najprej potrebuješ zemljišče, na katerem lahko gradiš. To ni dovoljeno povsod. Na nekaterih krajih lahko živijo samo rastline ali živali. Ko najdeš zemljišče, na katerem lahko gradiš, pride bager izkopat globoko jamo. Nato tovornjak s hruško pripelje beton in z njim zapolni jamo. To so temelji, na katerih bo hiša trdno stala, da se ne bo sesedla. Ko so temelji narejeni, se začnejo zidarska dela. Zidari zlagajo opeke drugo poleg druge in mednje namažejo malto. Opeko za opeko raste zid. Pustijo tudi odprtine za okna in vrata. Slednjič drug ob drugem nastaneta dva zidova. Eden na zunanji in drugi na notranji strani hiše. Prostorček med njima se imenuje medprostor. Vanj vgradijo izolacijo. Tako hiša tudi pozimi ostane topla. Ko so zidovi dovolj visoki, zidari položijo tla prvega nadstropja. Ta so običajno iz betona, nato gradijo naprej. Ko so zidovi končani, krovci položijo streho. Najprej naredijo ogrodje iz lesenih tramov. Čeznje položijo strešnike, tako da ne more deževati v hišo. Tudi pod streho vgradijo izolacijo. Nato pridejo v hišo še drugi mojstri, da na primer uredijo napeljave. V hiši je veliko kablov in cevi. Kable potrebujemo za luči, telefon, televizijo in računalnik. Cevi pa za vodo v kuhinjskem koritu, kad, prho in stranišče. Cevi so potrebne tudi za ogrevanje hiše. Ko je hiša gotova, cevi in kablov ne vidiš več. Sledijo zaključna dela. V odprtine položijo okna in vrata, zidove pa omečejo. Na omet pride barva. Dodajo še stopnišče, da gremo lahko v druga nadstropja. Položiti morajo tudi pod, nekatere sobe dobijo lesen pod, druge pa ploščice ali talno oblogo. V hišo pride še kuhinja s hladilnikom, pečico, štedilnikom in celo vrsto omaric. Narediti morajo tudi kopalnico, v njej bodo stranišče, kad, prha in umivalniki. Potem bo hiša gotova, končno se bo Tim lahko preselil. Nekateri ljudje živijo v visokih stanovanjskih blokih, drugi v majhnih kolibah. Nekateri radi menjavajo kraje in živijo v šotoru ali na ladji. Večina ljudi pa živi v hiši, majhni ali veliki, vendar se v njej večinoma prijetno počutijo. To je njihov dom. Preden se lotiš gradnje hiše, moraš imeti načrt. To je risba, iz katere lahko vidiš, kakšna natanko bo hiša, ki jo gradiš. Načrt izdela arhitekt. Arhitekt dobro ve, kako se gradijo hiše, saj je to študiral. Na načrtu piše, kako veliko mora biti kaj. To so mere hiše. Vsi, ki gradijo hišo, morajo gledati načrt in delati točno tako, kot piše v njem. Občasno pride arhitekt pogledat, ali res vsi dobro opravljajo svoje delo. Poleg arhitekta pomaga graditi hišo še cela vrsta ljudi. Naprimer tile delavci. Zidari, ki gradijo zidove. Vozniki žerjava, ki dvigujejo gradnike. Mizari, ki izdelajo vrata, okna in stopnice. Vodovodari, ki položijo cevi za vodo in kanalizacijo. Krovci, ki položijo streho. Vozniki tovornjaka, ki pripeljejo material. Fasaderi, ki omečajo zunanje stene. Polagalci ploščic, ki naredijo tla. Električari, ki napeljajo električne žice. Tim leži v svoji novi sobi. Kako lepa je! Malo se mora še navaditi na novo hišo, vendar pomaga, da ima svojo posteljo in da poleg njega leži njegova najljubša igračka. Lahko noč, Tim. Otroci, tudi vi hitro oči zaprite, v mehko dekico se zavite, mene pa iz srčka nikar ven ne spustite. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober večer, otroci. Diana sem spet z vami. Poglejte, kaj sem ustvarila za vse nas. Pravljični kotiček. Tule bomo vsak večer lahko brali pravljice za lahko noč, tako bomo lažje in lepše zaspali. Za danes sem izbrskala knjigico pisateljice Urše Lamut, Kje je pismo
za dobrega moža. Poglejte. Gremo brat. Knjiga je namenjena vsem, ki verjamete v škrate, vile, zobne miške, trole, govoreče kače, mavrična srca in dobrega moža. V mesto Hobotintek je prisopihala gospa Zima. Njen prihod je oznanil staruhi veter, ko je nad mesto prignal ledeno mrzel oblak. V njegovi obleki se je skrivalo obilo snežink in nobena ni imela sestre dvojčice. Staruhi veter je silovito zapihal in stresal obleko zimskega oblaka, da so snežinke igrivo zaplesale po nebu. Plesale so vse dokler se niso dotaknile mesta in ga obarvale z ledenimi kristali. Legle so tudi na najbolj skrite kotičke mesta. Otroci so bili nad prihodom gospe Zime in plesom snežink navdušeni. Naznanjale so začetek snežnih radosti, nestrpno so čakali, da so se griči in doline pokrili z dovolj debelo snežno odejo za smučanje in sankanje. Vznemirjeni so iskali drsalke in čakali, da se je mestno jezero spremenilo v veliko drsališče. Na mestnem trgu so zgradili snežni grad z velikimi vrati in opazovalnim stolpom, iz katerega so se spuščali s toboganom. Otrokom je prihod snežink naznanil še nekaj. Obisk dobrega moža. Dobremu možu so želje zaupali v pismih. Položili so jih na okenske police ali jih obesili na veje dreves, da jih je lahko staruhi veter ponesel v deželo dobrega moža. Pismo škrati in črko škrati so prejeli kopice pisem, jih odprli, prebrali in prav vsako željo skrbno zapisali v željeznam. Tega so nato poslali mojstroškratom, ki so več mesecev izrezovali, rezali, lepili, šivali, pletli, kvačkali, risali, pisali, tiskali in barvali. Še pravi čas so morali narediti za otroke. Puhastega medvedka in žabo, plišastega kužka, ki laja, mavrično mečarico z rožnato pentljo, nevidni plašč, teniški lopar, dojenčka, ki govori, kocke, iz katerih lahko zgradiš letalo, ladjo ali kmetijo, čarobno paličico za sladkarije, kotalke, očala z dioptrijo, avtomobil, ki se spreminja v robota, zlato plavalno medaljo in še in še. V željeznamu se je pojavilo tudi posebno pismo z neobičajno željo. Poslala ga je drobna deklica, ki je imela eno oko zelene, drugo pa modre barve. Njeno telo je bilo posuto z drobnimi pegicami in med njenima sprednjima zobkoma je zevala luknjica, v katero je lahko porinila svoj jeziček. In čeprav se je zelo trudila, da bi izgovorila črko R, ji ta nikakor ni šla z jezička. Toda drobna deklica je imela poseben dar. Vsakič, ko je odprla knjigo, je lahko v njej opazovala čarobni ples črk. Prav zaradi dekličinih posebnosti je otroci v mestu Hobotintek niso vabili na rojstnodnevna praznovanja ali na otroško igrišče. Drobno deklico so namesto prijaznega pozdrava obkladali z badljivkami ali se delali, da je sploh ne vidijo. Drobna deklica je večino časa preživela v krošnji drevesa doktorja Kresničke. Tam se je pogovarjala z Indijancem, ki je znal letati, in opazovala mavrično srce skrito v duplu drevesa. Njena najljubša zabava je bila opazovati naravo in vedno znova je bila prevzeta nad njenimi spremembami. Orjaško drevo je bilo zanjo čaroben kraj in samo tu se je počutila prijetno. Njene pegice, skregana zobka in črkoples niso tu motili nikogar. V starem drevesu je drobna deklica napisala pismo za dobrega moža. V njemu je zaupala, da si najbolj od vsega želi, da bi imela prijatelja. Pismo je položila na najvišjo vejo drevesa in prosila staruhi veter, da ga ponese v višave in daljave. Na jutro dobrega moža se je mesto Hobotintek prebudilo v otroškem smehu in veselju. Otroci so si z navdušenjem ogledovali darila, se igrali in jih ponosno kazali prijateljem.
Drobno deklico je zjutraj pričakalo le pismo dobrega moža. Dobri mož je v njem povedal, da njene želje žal ne more izpolniti. Kljub temu mu drobna deklica ni nehala pošiljati pisem. Pisala mu je o čarovnijah gospe Zime in mu v njih prva naznanila prihod gospodične pomladi. Pisala mu je o prvih spomladanskih sončnih žarkih, ki kličejo k prebujanju narave in vabijo meščane na vrtove. Pisala mu je o mami kužki in igri njenih nerodnih mladičkov, vožnji s kolesom po lužah, vrnitvi ptic selivk, regljanju žab, čudežni glasbi v mogočnem starem drevesu, ki se oglasi vsakič, ko dežne kaplje padajo po listih, in o svojem poletu z balonom. Dobri mož je užival v branju dekličinih pisem. Vsak dan je pogledal v veliko teto omaro, ali ga tam čaka pisemce drobne deklice. Tudi sam je pisal dolga pisma o življenju v svoji deželi. Potožil ji je, da pogreša pridne škrate, ki so odšli na počitnice. Z nenadnim obiskom gospodiča poletja so dozorele prve gozdne jagode in hrustljave češnje. Bile so šolske počitnice in tudi takrat drobna deklica ni pozabila na dobrega moža. Pisala mu je o sončenju kač v dišečem senu, o godbi čričkov in razglašeni glasbi komarjev, o taborjenju ob jezeru in o plesu vodnih bitij in kresničkah pomagačkah, ki osvetljujejo njen črkoples. Ni mu pozabila povedati, kako slastna je pečena koruza in da si lahko koruzno zrno spravi v režo med svoja sprednja zobka. Drobni deklici je bil gospodič poletje še posebej pri srcu. V tem času je starejšim bratom obiskala dedka na barki. V družbi morskih vetrov so pluli po morju, skakali z barke, z daljnogledom iskali svetilnike in nabirali školjke. Dobri mož se je dostikrat do solz nasmejal, ko je prebiral dekličina pisma. Želel si je, da bi mu tudi drugi otroci kdaj kaj napisali, pa ne samo takrat, kadar ga prosijo za darila. A zaman pisem otrok ni bilo. Dobri mož se je počutil vse bolj in bolj pozabljenega. S komaj da slišnim potrkavanjem padajočih kostanjev je v hobotintek pritopotala botra jesen. Na vrtovih so se debelile buče in mesto se je ovilo v vonj kuhanih marmelad. Listi dreves so se oblekli v pisane barve in s tem povedali pticam, da morajo obiskati sorodnike v toplih krajih. Staruhi veter je premetaval pisano listje in ga odpihnil v medvedjo posteljo ali ga zataknil na ježkove bodice. Drobna deklica je prevzeto opazovala gibanje listja, ki se je neslišno dotikalo gladine jezera. Verjela je, da se ti listi spremenijo v majhne čolniče za vodne vile. Dobremu možu je v pismih pripovedovala, kako je babica Nani za njen rojstni dan pripravila čudovito presenečenje. Obiskali sta kmetijo. Drobna deklica je jezdila najhitrejšega konja Maroga in tam je s torto razmetanko pomahala 8. letu v slovo. Zaradi mrzlovražjega piha staruhega vetra so se prebivalci mesta zavili v tople šale in plašče. Pokrili so se z velikimi klobuki, kučmami ali pisanimi kapami. Stari dimniki so puhali oblačke v nebo in zaspana narava je klicala k počitku. V goste je prihajala gospa Zima in z njenim prihodom so deželo dobrega moža zopet preplavila otroška pisma, polna želja. Drobne nožice škratozvonov so neprekinjeno cingljale. Pismo škrati so hiteli razvrščati pisma otrok v tetomaro. Ta je zaradi milijonov in milijonov pisem postajala bolj in bolj obilna. Škrati in dobri mož so se bali, da bo stara gospa počila. Tudi črkoškrati so neumorno brali in zapisovali želje otrok v željeznam. V deželi dobrega moža je bilo zopet vse kot ponavadi. Le dobri mož je tiho sedel v svojem starem, udobnem fotelju in opazoval škratovrvež. Željeznama, ki se je iz dneva v dan večal, še pogledal ni. Vsak dan je le nestrpno čakal na pismo drobne deklice. Škrati so obstali, ko se je dobri mož nejevoljno odlepil iz fotelja, pred seboj z nogo frcal kamenček in zatopljeno misli godrnjal v brado, ki mu je padala do kolen. Škratovuhli so komaj slišali, kaj mož govori. A tako, seveda,
Sedaj vsi spomnijo, želijo vsi, čez leto nihče ne spomni, mi nihče ne piše o dogodivščinah, sedaj, ko obdarovan, glej ga zlomka, pisem mili ogromno, se od njih ne vidi, kupčki pisem vse povsod. In med njimi se je izgubilo pismo deklice. Samo ona me ima resnično rada. Vsak dan mi piše in ne pričakuje od mene prav nobenih daril. Piše mi zato, da mi prežene dolgčas in samoto. Poštoškrati in črkoškrati so pismo iskali, a pisma ni bilo nikjer. Dobri mož se je sesedel v fotelj in žalostno strmel predse. Ura je odbila večer, a v škratomreži ni bilo nobenih daril, da bi jih staruhi veter ponoči odnesel otrokom. Škratogroza, 100 kosmatih zelenih solat. Piščalo žvižg, so vznemirjeno ponavljali škrati, si grizli nohte, zvijali dolge uhlje, drgnili nosove in delali cofe na svojih kapah. Dobrega moža so prosili, naj vendarle pripne darila v škratomrežo, saj pred vrati že nestrpno puha staruhi veter. Otroci v mestu Hobotintek so si umili zobke. Na okenskih policah so prižgali lučke, da bi staruhi veter vedel, kje pustiti darila. Skobacali so se v posteljo in smuknili v deželo sanj. Na jutro dobrega moža se je mesto prebudilo v tišini. V njem ni bilo slišati smeha in veselja in nerazigranega otroškega vrveža. Na okenskih policah so otroke namesto daril pričakali barvni svinčniki in kup pisemskega papirja. Le iz drevesa doktorja Kresničke je odmeval žvrgoleči smeh drobne deklice. To jutro je bila najsrečnejši otrok na svetu. Uresničila se ji je srčna želja. Uganeš katera? Vsakdo izmed nas potrebuje prijatelja, zato bodite dobri in prijazni do ljudi okoli vas. Zmenjeno? Zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko deklico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, polubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Diana, imam za vas novo pravljico. Veste, kdor je povabljen na obisk k kraljici, se mora primerno vesti. A če tudi k kraljici ne boste povabljeni, vam bodo napotki za lepo vedenje vedno prav prišli. Zato le napnite ušesa in dobro prisluhnite pravljici. Ne govori s polnimi usti. Če se zgodi, da te njeno veličanstvo, kraljica, povabi na čaj, potem bo tvoje vedenje na veliki preizkušnji. Najprej kraljico pozdravi z besedami: Pozdravljeni, vaše veličanstvo. Dostojanstveno pozdravi tudi princa in vojvodo. Sedi pokončno, ne zviraj se, da ne padeš, in ne popackaj se, okrog vratu si zaveži prtiček. Bodi potrpežljiv, naj ti čaj nalije gostiteljica. Vzemi sladkorček ali 2, ne 3 ali 4. Vedno reci hvala in prosim, če kašljaš ali kihneš, si pokri usta. Previdno pij svoj čaj, ne dviguj skodelice previsoko in ne delaj mehurčkov. Pokaži zanimanje, ne vzemi preveč, vendar vselej vzemi tisto, česar si se dotaknil. Ne govtaj hrane in ne žveči preglasno. Pri jedi uporabljaj vilice, ne tac. Upri se skušnjavi, da bi se oblizoval okrog ust. Srebrni pribor uporabljaj po vrsti, najprej tistega, ki je najbolj oddaljen od krožnika. In zagotovo ne govori s polnimi usti. Poskusi vsaj en grižljaj hrane, ki je ne maraš. Hrane ne skrivaj pod krožnik, jej prefinjeno in vsak grižljaj dobro prežveči. Vendar se pri jedi nikoli ne spakuj, to je nevljudno. In seveda sedi pri miru in ne polivaj, pazi na svoje roge in na perje. Če česa ne dosežeš, prosi mene, ne glede na to, kako dolg jezik imaš. Tvoji komolci naj ne bodo na mizi in nobenega guganja po lestencu, prosim. Skodelice čaja ne spi do konca, vse do usedlin, in nikoli ne grizi nog od mize. Če veš, kako se moraš vesti in se na koncu obiska zahvališ gostiteljici, bo njeno veličanstvo navdušeno nad tako prijetnim gostom. Ko boš odhajal, se ti bo kraljica smehljala in ti mahala v slovo. Škoda, ker ne moreš ostati, bo rekla. Vabim te, da še kdaj prideš na čaj.
In jaz vas vabim, da še naprej poslušate pravljice na Timi Kids TV, kjer vas Diana naučim skoraj vse. Zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč. Dober večer, otroci. Diana sem spet z vami. Ste videli, da noč se je nad naše mesto spustila, zvezdami je nebo prekrila. Le še pravljico preberimo, potem pa se v sladek spanec potopimo. Danes spoznamo luno vseh oblik in ne, to ni trik. Oh, ta luna. Temna noč na zemljo se spusti, naše mesto mirno spi. To je mlaj. Na nebu se pojavi srp, matic je navihan otrok, nad sabo vidi puščico in lok. Nato se luna oddebeli, kaj se po glavi plete opici lani. Seveda, sline cedi po banani. Luna pa se še kar debeli, Lidiji gre rado na smeh, ko nebesno telo se širi kot meh. Luna pa se še kar debeli, Rudolfu krajec kruha zadiši, z njim si volčjo lakoto poteši. Luna pa se še kar debeli, le kaj kokoška v gnezdu išče, kmalu na svet prišlo bo pišče. Luna pa se še kar debeli, Pavel spanja se veseli, saj takrat na morje pohiti. Končno na nebu ugledamo ščip, polna luna na vso moč žari, ljudje in živali si zaščitijo oči. Nato se luna stanjša, sova na veji sedi in na eno oko miži. Luna pa se še kar tanjša, Laura se po trebuhu pogladi in se dojenčkovega prihoda veseli. Luna pa se še kar tanjša, Rudolfa krajec kruha iz postelje zvabi, ker spet sanja o dobri hrani. Luna pa se še kar tanjša, Pek Avgust peče rogljičke in zjutraj razveseli lačne otročičke. Luna pa se še kar tanjša, Luna je moja sestrična, baha se mala muca mična. Spet se na nebu pojavi srp, Julija si nohte striže in zraven prepeva stare viže. Vse je mirno in vse spi, nikomur se nikamor ne mudi, znova je tu mlad. Dober večer, otroci. Diana Zavar tu. Danes vas peljem v trgovino z dinozauri. Eliza je bila nenavaden otrok. Nekateri so ji rekli kar neubogljivka, drugi pa divjakinja. Ni ji bilo všeč, da je morala ob določeni uri v posteljo, ni marala brokolija ali pravil, ni hotela pospravljati za seboj ali hoditi v šolo. Zato ni nikogar presenetilo, ko je na svoj rojstni dan zahtevala: Mamica, očka, zdaj ko sem stara 4 leta, želim, da mi kupita živega dinozaura. Njena starša nista bila navdušena, to je treba povedati. Želela sta si, da bi ju Eliza prosila za zajčka. Vendar sta zatajila svoje strahove in si nadela brezskrben obraz. Gremo, je rekla mama, vem, kje ga bomo našli. Hura, hura, je bila navdušena Eliza in so odšli na vlak ob 10:20. Potem so pohiteli iz postaje vse do velikanskih vhodnih vrat, na katerih je pisalo Trgovina z dinozauri. Pozvonili so, vrata so se na široko odprla in Eliza je pogumno stopila naprej. Najprej jih je pozdravil mož v dolgem žametnem plašču. Ko si je privihal brke, je z nasmehom dejal: Gospod Markun vam je na voljo. Dobrodošli, dragi moji. Naj vam ne bo neprijetno. Pojdite z menoj na čudovito potovanje po trgovini dinozaurov. Slavnostno je odgrnil zaveso. Nevarni in velikanski, je rekel ponosno. Od videnega se vam bo kar vrtelo v glavi. Ste pripravljeni, dragi prijatelji? Potem pa začnimo. Imamo velike, luskaste, dinozaure s kljuni pa majhne in puhaste. Mesojedce z ostrimi nazobčanimi zobmi in močnimi čeljustmi, pa raptorje z ostrimi kremplji. Čudovite hadrozaure v čredah,
majhne teropode, ki se oglašajo kot ptice, pleziozaure, ki se hranijo z ribami, spinozaura, ogromne zavropode, ki raztegujejo svoje vratove, večje od hiš in so nežnejši od hišnih ljubljenčkov, amargazaure z mogočnim jadrom, velikanske diplodoke, ki udarjajo z repom. To sta ankilozaura, ki imata zaščitni oklep kot tank. Ona je Mimi, on pa Frenki. Pameten, silovit Trodon, ki stoji vso noč. In gospod tiranozaver z ugrizom, ki drobi kosti. Gospod Markun se je obrnil k obiskovalcem, njegov poklon in nasmešek sta izdajala, da je nad vse ponosen. In tako smo prišli do konca našega popotovanja. Čas je, da si izberete svojega dinozaura. Tedaj se je Eliza odločila, da odide. Hvala, je rekla, moj odgovor je ne. Res sem uživala na tem popotovanju, vendar si nič več ne želim živega dinozaura. Gospod Markun je bil ves iz sebe, samo čas sem zapravljal z vami. Elizini starši so presenečeno zapuščali trgovino gospoda Markuna. Eliza, zakaj si si premislila? Ali nisi želela dinozaura za hišnega ljubljenčka? Toda Eliza se je samo nasmehnila. Mislim, da bi bili srečnejši v divjini. Res je, divje živali sodijo v divjino in ne v trgovino. To je to, malčki moji. Že veste, kaj bom rekla? Aha, hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in sladke sanje. Dober dan, otroci! Diana tu in vi ste tam. Hitro, hitro naj dvigne roko, kdor ima prijatelja. Hop! Vsi imamo prijatelje, kaj ne? Vsaj enega. Vsi potrebujemo ljudi, ki nas imajo radi in ki jih imamo radi. Mamice, očke, bratce, sestrice, babice, dedke, prijatelje in prijateljice. Danes vas poznam z mojima 2 prijateljema. Vas zanima, kako ima je ime? Lukas in Lina. Bil je čisto običajen dan. Lina se je tako kot mnoge pretekle dni tudi danes igrala s svojim muckom. Hej, mucek moj, moja najljubša igračka si. Kako te imam rada. Zelo, zelo. Všeč mi je tvoj smrček, všeč mi je tvoj repek, všeč mi je, da me poslušaš, vedno, ko imam kaj povedati. Takole te bom še malo pobožala po kožuščku. Ti lahko tudi kaj zapojam? Mucek moj, rada te imam, s tabo se najraje igram. Lina, kje si? Tukaj si. Lina, kaj pa počneš? S svojim muckom se igram, z mojo najljubšo igračo. Kaj, res? Ne, pa se ne igraš, da ga imam jaz. Mucek je moj, mucek je moj. Ne, pa ni, vrni mi mucka. Moj mucek je, prosim, daj mi ga nazaj. Ne, pa ne bom, moj je, da jaz se igram z njim, ti se ne igraš z njim. Vrni mi mojega mucka takoj zdaj. Vrni mi ga. Kaj pa se je zgodilo med prijateljema? Ste se sprla? Aha. Ste tudi vi kdaj jezni na svojega prijatelja ali prijateljico? Ste? Tudi meni se je že zgodilo, veste? In takrat rečem, stop, ni mi všeč, kar počneš, rada te imam, moj prijatelj si in prizadene me, ko mi tako nagajaš. Lina, kaj pa je, Diana? Kaj pa, če poskusiš z mojimi besedami? No prav. Lukas, stop, ni mi všeč, kar počneš, moj prijatelj si, rada te imam in prizadene me, ko mi tako nagajaš. Saj se samo igram s teboj, Lina, ne bodi žalostna, mene je zabavalo, ko si se jezila, nisem ti mislil mucka zavedno vzeti, izvoli, no, vračam ti ga nazaj, ne bodi tako žalostna. Mucek moj, tako zelo sem te pogrešala, rada te imam, mucek moj. Zakaj Lina joče, čeprav je Lukas vrnil mucka? Kaj je Lukas pozabil? Ali obstaja magična beseda, ki jo izrečemo takrat, ko vemo, da česa nismo storili prav? Obstaja, kaj ne?
pa jo vsi poznate. Ja, vsi razen Lukasa, kaj ne? A mu namignemo, mu pomagamo, da zgledi spor s svojo prijateljico. No pa dajmo mu. Lukas, kaj pa je? Lukas, katero besedo izgovorimo takrat, ko vemo, da česa nismo storili prav? Saj sem mi vrnil, mucka, mar to ni dovolj? Lukas, dobro veš, da ni. Razžalostil si svojo prijateljico, prizadev si jo. Mislim, da ji dolguješ to magično besedo. No, pomisli, o kateri besedi govorimo. No, s čim jo lahko potolažiš? Katero magično besedo lahko uporabiš? Je to beseda prosim? Ne, Lukas, to ni beseda prosim. Prosim bi moral reči Lini že na začetku, ko si ji vzel mucka. Morda, če bi ji rekel, Lina, mi prosim posodiš mucka, morda zdaj ne bi bila sprta. No, razmišljaj naprej. Je to beseda... je to beseda hvala? Ne, Lukas, tudi beseda hvala ni, kaj ne, otroci. Kdaj rečemo hvala? Hvala bi rekel Lini takrat, ko bi ti mucka posodila prostovoljno. In takrat bi lahko rekel, hvala Lina, ker si mi posodila mucka. Zdaj pa iščemo drugo besedo. No, katero besedo, otroci? Pomagajmo Lukasu. No, Lukas? Slišim vas, otroci, slišim! To je beseda oprosti? Tako je, Lukas. No, poskusi z opravičilom, pa da vidimo, če ima ta beseda res magično moč. Mucak moj, tole te bom spravila v svoj žepek in nihče več mi te ne bo vzel. Tako rada te ima. Lina! Kaj pa je? Lina! Kaj pa je? Lina, oprosti! Oprosti, veš, nisem te hotel razžalostiti. Želel sem se igrati s tabo, res me je zabavalo, ko si se jezila. Ampak nisem želel, da si žalostna in da jočeš. Oprosti, mi oprostiš? Seveda te oprostim, Lukas, zdaj si moj najboljši prijatelj. Rada te imam. Hvala, ker si se opravičil. Tako veliko mi to pomeni, veš? Kaj pa imaš, Lukas, tukajle? Kaj je tole? Pujska imaš. Tvoj pujsek je moj pujsek. Nisva se tako zmenila. Lina, počakaj. Kako lepo je biti zadovoljen in tako malo je potrebno, da smo srečni. Le odkrito se moramo pogovarjati. Veste, če bi Lukas že na začetku Lino lepo prosil, da mu posodi mucka, bi mu ga ta najbrž posodila z veseljem, saj je njegova prijateljica. Sploh se ne bi sprla. Ampak včasih enostavno ne moremo narediti čisto vsega prav. Kar pa lahko naredimo je, da priznamo napako in se zato tudi opravičimo, tako kot je to storil Lukas. Zdaj pa je čas, da si pomahamo v slovo. Lina! Tukaj sem! Lukas! Tukaj sem! Prijateljčka moja, se bomo skupaj poslovili od otrok? Bomo! Ja! Jaz najprej rečem, da če se otroci želijo še družiti z nami, da morajo pritisniti gumb subscribe in zvonček, ki je poleg. Lina, boš lahko ti to rekla? Bom! Otroci, če se želite družiti še z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. In potem jim pošljem močan objem, poljubčka in rečem pa do prihodnjič. In to lahko rečemo vsi trije skupaj. Ste za? Lahko. Jaz sem za. Ej, Diana, kdaj pa jim rečemo, da midva tudi prideva še nazaj? Pst, to je pa skrivnost. Se pravi, objem, poljubček, in pa do prihodnjič. In pa do prihodnjič. Objem, poljubček in pa do prihodnjič. Dober večer, otroci. Kdo za miren spanec poskrbi? Diana z novimi pravljicami, kaj ne? Danes se dotaknemo najsvetlejše zvezde. Noč je
Lisjaček in psiček poslušata tihe nočne zvoke. Slišita miškino škrebljanje, prepevanje čričkov in udarjanje njihovih krilc. Nebo je skoraj črno, vendar ne povsem. Lisjaček vidi majhne lučke na nebu. Veliko, veliko lučk. Nekatere so večje, druge pa zelo, zelo majhne. Zakaj so nekatere zvezde tako velike in druge tako majhne, je vprašal lisjaček. Mislim, da zvezde rastejo, je odgovoril psiček, ki je ležal na travi zraven lisjačka. Tako kot ti in jaz. Ali morajo jesti, da postanejo velike in močne, je vprašal lisjaček. Ali imajo rade torto in mleko? Ne bodi smešen, je rekel psiček. Mislim, da zvezde rastejo, kadar o njih lepo govorimo, kot na primer, tako lepa si danes, zvezda, ali pa nocoj si tako svetla. O, je zašepetal lisjaček. In tako zvezda postane večja. Seveda, je rekel psiček, ko te pohvalim, tvoje srce zraste. Enako je pri zvezdah. Lisjaček je prikimal. To pa je res, si je mislil. Poglej, je rekel psiček in pokazal navzgor. Ali vidiš tisto svetlo zvezdo? O njej bom mislil nekaj lepega. Lisjaček je pogledal v zvezdnato nebo. Vidim, je bil navdušen. Tudi jaz bom o njej mislil nekaj lepega. Potem bo postala veliko večja. Zagotovo, je rekel psiček. Lisjaček in psiček sta se predala lepim mislim o zvezdi. Zvezda pa je hitro postajala vse večja in svetlejša kot velikanski sijoči diamant. Nobena zvezda še ni bila nikoli tako svetla. Vse živali iz gozda so prišle občudovat najlepšo zvezdo. Ogromna je zašepetal lisjaček. In tako svetlo sije. Je to zaradi naju? Psiček je prikimal. Seveda, zaradi naju je tako svetla in velika. Poslala sva ji same lepe misli. Miška ni več škrebljala in črički so prenehali prepevati in udarjati s krilci. Lisjaček in psiček sta zvezdi še naprej pošiljala lepe misli. Tvoja barva je lepša od samega srebra, je rekel lisjaček. Ti si najlepša zvezda na svetu, je nadaljeval psiček. Ena lepa misel je vodila k drugi. Vedno sta našla kakšno novo. Zvezda je ljubka, zvezda je zanimiva, zvezda je najboljša zvezda v vesolju. Nenadoma pa je zvezda zagorela in začela padati. Lisjaček in psiček sta se prestrašila. Zvezda, kaj počneš? Je zaklical lisjaček. Kam greš? Velika sijajna zvezda pa je padala in padala, dokler ni izginila za drevesi. Lisjaček in psiček sta se spogledala. Izginila je rekel lisjaček. Res je rekel psiček. Ni je več. Mislim, da so bile najine lepe misli pretežke zanjo. Kaj sva storila, je vzkliknil lisjaček. Midva sva kriva. Zaradi najinih lepih misli je prehitro zrasla. Kaj se je zgodilo z najinimi mislimi? Kje so? Topla svetloba je žarela za drevesi. Psiček je pomislil za trenutek, potem pa se je nenadoma razveselil. Lisjaček se je tresel od hladnega nočnega zraka, psiček pa ga sploh ni občutil, kajti imel je toplo misel. Ne skrbi, dragi prijatelj, je rekel. Vem, zakaj je najina zvezda padla in to je dobra stvar. Res? Je presenečeno vprašal lisjaček. Res, je prikimal psiček. Vse najine lepe misli so padle na zemljo. Padle na zemljo? Je presenečeno vprašal lisjaček. Seveda, je vzkliknil psiček, skupaj z zvezdo. Lisjaček je pogledal okrog sebe. Kje pa so? Ne vidim jih. Ne moreš jih videti, to je res, je rekel psiček. Ampak ali jih ne čutiš? Vse te lepe misli, ki sva jih imela, so zdaj za vse, ki živijo na zemlji. Vedno bodo zvezde, ki bodo gorele in padale z neba, in zato bo na zemlji vedno več lepih misli, ki jih bova lahko delila z vsemi. Potem pa v redu, je rekel lisjaček. Izbrala si bova drugo zvezdo, ki ji bova pošiljala lepe misli. Kaj praviš na tisto? Se mi boš pridružil? Zdaj pa hitro oči zaprite,
na kaj lepega pomislite, v mehko dekico se zavite, mene pa iz srčka nikar ven ne spustite. Objem, poljubček in lahko noč.